hvala za povabilo in res, moje ime je Matic in danes bom en drobec iz slovenskega znakovnega jezika vam predstavil in se poskušal osredotočiti na to, kako ta drobec lahko prispeva k temu, da bolje razumemo svoje lastne možgane. To je nekak cilj. Prva stvar, s katero bi mogoče začel, je res, da 50 let nazaj praktično noben znakovni jezik ni imel statusa jezika. In v 50 letih se je nekaj spremenilo. V tem smislu, da danes vemo, da so znakovni jeziki res človeški jeziki. Druga stvar je potem, koliko je javnost o tem prepričana ali pa osveščena, tako da bom izkoristil tudi kakšno tako priložnost, kot je danes, da povem nekaj argumentov za to, da je slovenski znakovni jezik res jezik in kako tudi to izvemo oziroma dokažemo. Če začnemo torej čisto na začetku, jezik kot nek sistem znakov ali pa simbolov, kaj zdaj to pomeni? Pomeni, da elementi, ki jih uporabljamo v jeziku, nekako pašejo skupaj oziroma so povezani med sabo. In ne samo, da so povezani na nek sistematičen način, so povezani, zato je sistem znakov, ne pa kar samo en kupček znakov. In ključno za to, da lahko uporabljamo jezik je, da seveda ta ključ za sestavljanje teh znakov med seboj, ne samo sestavljanje, tudi za razumevanje teh znakov med seboj, poznamo in lahko tudi uporabljamo. Simbol, ne se pravi simbol v starih časih, v antiki je simbol pomenil, če sem se jaz z nekom nekaj izmenil, če sem v posodu 5 zlatnikov, sva eno palčko prelomila in potem, ko sem ga spet srečal, sva palčki staknila in sem rekel, ja, res si ti tisti, ki sem v posodi, in on je rekel, ja, res sem od tebe si izposodan. In to pomeni simbol, se pravi nek ključ, kako stvari med seboj povezujem. Včasih je te ključe težko prepoznati v jeziku. Če bi vam dal zdaj za poslušati nek eksotičen jezik, ne vem, mogoče japonsko, mogoče malgaško, kako bi te ključe med sabo prepoznali? Težko. Če vam dam za pogledati en primer iz slovenskega znakovnega jezika, prav tako. Ne? To so jeziki, ki jih ne poznamo. Posebej težko je takrat, kadar jezik, ki ga obravnavamo, nima istega prenosnika. Se pravi, ne poteka po tej slušno zaznavni poti, ne, se pravi, nekdo uporabi zvok, jaz ta zvok zaznam in tako naprej. Ampak poteka recimo prek vizualnega prenosnika. Se pravi, jaz nekaj pokažem, nekdo drug nekaj zazna z očmi in potem tudi razume. Seveda, vsaka pot zahteva tudi neke svoje organe, zato da lahko ta sporočila tvorimo v nasprotju z govornimi jeziki, kjer to poteka na ta auditiven način, z govorili, z grlom, tako kot smo v prejšnjem predavanju zelo lepo videli, kako se vse to dogaja. Tukaj v znakovnih jezikih nimamo takih organov, ampak imamo roke, telo, glavo in tako naprej. In ta eksotika včasih povzroča neke predsodke. Zdi se težavno, zdi se nenavadno, zdi se nekaj, kar nam je tuje in je vprašanje, kako lahko sploh to raziskujemo. Vsaj 50 let nazaj je bilo. In kar se je izkazalo je, da pravzaprav lahko izhajamo iz pogleda, da vsak človek začne uporabljati jezik preprosto zato, ker je človek. Se pravi, to je nekaj, kar izhaja iz njega, to je nekaj, kar mu je vrojeno in ker ima vsak človek enak tip organa, s katerim tvori jezik, se pravi možgane, to seveda pomeni, da iz univerzalnosti možganov sledi tudi univerzalnost jezika. Z drugimi besedami, če vzamemo enega otroka in ga prestavimo iz Slovenije na Japonsko ali pa v Južno Ameriko, kamorkoli, bo tisti jezik, ki se tam govori, usvojil enako, kot bi usvojil sicer slovenščino. V enakih časovnih etapah, v enakih mejnikih, če hočete. In to nam kaže, da so pravzaprav vsi jeziki enaki. Enaki v tem smislu, da imajo enako strukturo, enako se jih usvaja, enako so težki. Seveda, v našem prostoru razumemo francoščino kot jezik, ki je težji od slovenščine, ali pa razumemo slovenščino kot jezik, ki je težek, zato ker ima 6 sklonov in tako naprej. Ampak iz vidika usvajanja, iz vidika možganov so pravzaprav vsi jeziki enako zahtevni, enako kompleksni.
In to nam daje napotke za raziskovanje. Se pravi, izhajamo iz tega, da so enaki in potem iščemo, kaj pa so tisti parametri, kaj so tiste razlike, ki so predvidljive in delajo razlike med jeziki. In ključno je, da te razlike spoznamo. Torej, začnimo s tem, da si izberemo en delček slovenskega znakovnega jezika, ki bi ga lahko v tem kratkem času nekoliko spoznali. In izbral sem si ujemanje, ker je taka simpatična tema. Zdaj, kaj je to ujemanje? Če hočemo ubesediti en dogodek, kot je recimo ta dogodek tukaj na sliki, potrebujemo samostalnike, potrebujemo glagole. Ampak teh besed ne vržemo kot v nek lonec in zmešamo iz njih mineštre, ampak jih moramo nekako skupaj dati na ta način, da bo lahko naslovnik jih razvozlal njihov pomen. Se pravi, ključno je, da za vsako besedo uporabim neko črtno kodo, nek ključ, ki mi bo povedal, katerega udeleženca v dogodku zdaj ta samostalnik recimo označuje. V slovenščini, v slovenskem govornem jeziku, to delamo s skloni, če malo poenostavim. Se pravi, tisti samostalnik, ki v preprostem prehodnem stavku stoji v imenovalniku, bo pomenil tistega, ki vrši to dejanje. Tisti, ki stoji v tožilniku, bo označeval tistega udeleženca, ki ga ta akcija, to dejanje vršilca v bistvu zadeva, oziroma rečemo prizadeto. Poglejmo si primer, se pravi, igralke brcajo sodnico, kako vemo, kdo je kdo, igralke so v imenovalniku, sodnica je v tožilniku, preprosto. To se zgodi v hipu v naših možganih, to ni treba nekaj posebej razmišljati. Ampak hitro lahko pridemo do trenutka, kjer stvari postanejo malo težje. V tem smislu, da sem posebej se potrudil in poiskal en tak primer tudi v slovenščini, kjer ne moramo se več zanesti na to, da bi iz sklona določili, kdo je kdo v stavku. Zdaj, če bi imel več časa, bi vam dal malo za razmišljanje, kateri je ta primer, kako bi ga lahko našli. Se pravi, iščemo nek primer, kjer bo samostalnik v tožilniku imel enako obliko kot samostalnik v imenovalniku, če si predstavljate. In to se v nekaterih primerih v slovenščini tudi zgodi, recimo v primeru, ki ga imam tukaj navedenega, igralke brcajo sodnice. Zdaj, če bi to zelo nevtralno povedal, je stavek izrazito dvoumen. Ne vemo pravzaprav, kdo je kdo. Kdo je tisti, ki je tukaj vršilec, kdo je tisti, ki je tukaj prizadeto. K sreči, imamo vedno dodatne ključe. En ključ, če ga zgubite, ste v kaši. Se pravi, v jeziku ponavadi je na voljo tudi dodaten ključ in ta ključ je ponavadi ključ besednega reda. Če pomislite na angleščino, je to ključ, ki prevladuje. V slovenščini prevladuje ravno obratno ključ ujemanja. Kako vemo, če bi vam jaz dal zdaj ta stavek za prebrati, večina med vami bi na prvo žogo, pri prvem branju, če vas jaz ne bi že vnaprej posebej opozoril, tako kot sem nažalost vas, ta stavek interpretiral, kot da so igralke tiste, ki so tukaj vršilec. Se pravi, prvi samostalnik v prehodnem stavku tipično razumemo kot vršilca, če ni kaj posebej drugače označeno. Posebej označeno, tako kot je recimo tukaj v primeru sodnico brcajo igralke, kjer pač ta interpretacija ni možna zaradi ujemanja. Omenim samo na kratko še ta gratis ključ, ki ni prav jezikoven, ampak je ključ neke nejezikovne zdrave pameti. Se pravi, ponavadi takrat, kadar imamo enega udeleženca v tacga, ki ne more nekega dejanja zavestno vršiti, potem tudi nimamo težav z določanjem, kdo je kdo. Se pravi, igralke brcajo žoge, mislim, da ni človeka, ki bi tukaj interpretiral žoge kot vršilce. Čeprav bi ga lahko, načeloma. To je slovenščina ali pa kakšen drug tudi jezik, mogoče angleščina in tako naprej. Imamo pa potem zdaj tukaj slovenski znakovni jezik, kjer bi se otroka, če me malo pogledate, zdaj boste mogli parkrat mene pogledati, ne pa gor, se pravi, otroka odkritali nekaj tacga. Bomo začeli takole rajši, nekaj tacga. To bi bil otrok. To bi bil potem recimo sosed, to bi bilo pa potem nagajati. A vidite gor kakšen sklon na teh kretnjah? A vidite kakšen A ali pa E, ki bi označeval recimo tožilnik množine ali pa kaj takega? Seveda ne. Kako bi zdaj tukaj lahko našel nek ključ, ki bi nam pomagal določiti,
kakšno vlogo v stavku lahko prevzame ta samostalnik. Dejansko obstaja način. In sicer obstaja način v tem smislu, da dokler jaz kretam, se pravi, kažem kretne, kretam, uporabljam znakovni jezik, kretam, na ta način, da vse te kretne pokažem na istem kretalnem prostoru, sosed, je nekako tako, kot bi v slovenščini uporabljal samo korene, brez končnic, brez obrazil, oropane vse morfologije, če si predstavljate. Šele takrat, ko jaz začnem uporabljati kretalni prostor, ki mi je na voljo, se pravzaprav izkaže, da lahko uporabljam neke črtne kode, neke identifikacijske oznake, ki mu bodo povedale, kdo je kdo v stavku. Se pravi, ko jaz samostalnike uporabljam v stavku, ne bom več kretal otroka takole v takem neutralnem kretalnem prostoru, ampak mu bom določil nek kretalni prostor, recimo tukaj. In zdaj je ta kretna povsem drugačna. V tem smislu, kot bi zdaj na koren prilepil zraven še končnico. Končnica seveda ni glasovna, kot je v govornih jezikih, se pravi a in tako naprej, ampak je pač prostorska, se pravi nek kraj. Celo lahko bi si predstavljali, končnice, vsaj v teh aglutinacijskih jezikih, kot je slovenščina, infleksijskih jezikih, kot je slovenščina, so neki skupki oznak, se pravi recimo za spolsko in število in tako naprej. In tudi tukaj kraj ima neke dimenzije x, y, z, recimo, neka taka povezava, metafora, ki bi lahko bila zanimiva za nadaljne raziskovanje. Ok, se pravi, tukaj odkretam otroka. Soseda seveda ne bom postavil v isti kretalni prostor, v nobenem stavku nimamo dveh imenovalnikov, ampak mu bom poiskal neko svojo, neko unikatno identifikacijo. Recimo ga bom postavil sem. Ja? Kaj pa z glagolom? Kaj se zgodi z glagolom v slovenščini? A ostane v nekem korenu? Rečemo samo brc, ali pa nekaj takega. Ali pa rečemo samo, kaj imamo tukaj nagajati, nag, pa nič. Nekaj moramo gor tudi z glagolom narediti. Kaj glagol ponavadi naredi? Ima glagol svoje oznake v slovenščini? Pravzaprav ne. Kaj se zgodi z glagolom? Glagol prevzame oznake od koga? Od enega od samostalnikova, drži. Od osebka. Od tistega, ki je v bistvu vršilec, če malo poenostavimo tukaj stvari. Se pravi, če imamo vršilca osebek v množini, bo tudi glagol v množini. Drži. Če imamo pretekli deležnik, se pravi nek stranski čas, kot je recimo preteklik v slovenščini, bo celo spol gor na glagolu ostal. Si predstavljate? Ja? In spol bo seveda spet glagol prevzel ne svojega lastnega, ampak od osebka. In to je zdaj ta simbol, ker imamo dva konca polomne palčke, moramo skupaj stakniti. Če hočete vi razumeti stavek, morate to skupaj stakniti, morate poznati, kakšen je ta ključ. In zdaj vam dam ključ za slovenski znakovni jezik. Se pravi, ta glagol, ki sem ga prej uporabil, v resnici ne bo odkretan na ta način, ampak se bo usmeril proti tistemu kretalnemu prostoru, proti tistemu samostalniku, ki je prizadeto v tem primeru. Se predstavljate? Ne bom več odkretal, se pravi, tako kot sem prej kretal vse na istem mestu, ampak odkretam otrok. Ja? Če bi odkretal glagol v drugo smer, se pravi, še vedno ohranimo isti besedni red, znakovni red, da bomo lahko primerjali, če bi odkretal na ta način, bi seveda bil pomen tega stavka ravno obraten. Zdaj, sosed tisti, ki skriva žoge, ne pa otrok tisti, ki mu nabija v steno. Ja? Si predstavljate? Ok. To je ena vrste glagola v slovenskem znakovnem jeziku, kjer se spreminja usmerjenost. Imamo tudi druge vrste, kjer se spreminja dejansko potek gibanja. Se pravi, gre za glagole, ki imajo začetno in končno točko v prostoru in se premikajo v prostoru. Ta glagol bi bil recimo obiskati. Ja, vidite, nekje se začne, nekje se konča. In zdaj že veste, kaj se v bistvu zgodi. Se pravi, če je otrok tisti, ki obišče soseda, če je sosed tisti, ki obišče otroka, preprosto. Vidite, kako funkcionira ta jezik pravzaprav na enak način, kot funkcionirajo vsi ostali jeziki. Ne glede na to, da je ukodiran v drug medij, v drug kod za prenos.
Še celo več, jaz sem malo zaostajal s temi slajdi, lahko si zdaj na hitro pogledati, ampak se itak je bolj prijazno gledati nekoga, ki ti je odkrita, kot pa samo tele schematske prikaze. Še celo več, obstaja še tretja vrsta glagolov, tako, lahko bi rekel vrsta, kar se oblike tiče, ki je odkritana na telesu. To bi bilo recimo imeti rad. Zdaj, kaj lahko naredim s tem glagolom? Če ga naredim takole, to ne bo v redu. Ne morem ga usmeriti, ne morem neke roke zviti. Skratka, ključno pri tem glagolu je ta dotik mojih parcial, se pravi dotik telesa. Ne morem drugače ga izvesti, kakor tako. Kaj se zgodi z glagolom v slovenščini, ki ne more izraziti neke kategorije? Kaj se zgodi? Vam dam primer, da vas malo usmerim. Se pravi, recimo, nagajal. Kaj s tem glagolom? Še 10 minut, dobro. Kaj s tem glagolom? A lahko izrazi, recimo, čas, prihajal ali pa nagajal? A veste, kater čas je to, nagajal? Ali pa prihodnik? Ja? Kako bomo zdaj to rešili? Kako bomo vedeli, je to preteklik ali prihodnik? Če uporabite v stavku, kaj boste dodali? Pomožni glagol, seveda. Takrat, kadar glagol ne more neke kategorije, neke oznake izraziti, dobi pomožni glagol. Dajmo si pogledati, kaj se zgodi. Imamo otroka, Ste videli to kretno? A se vam zdi, da je kaj pomenskega? Nekaj samo pokažem, Nič ni. Tukaj vidite, da je neka posebna oblika roke, neko posebno gibanje. Tukaj pa nek tak lok. Podoben lok, kot ste ga imeli pri tem. A ste videli? Podoben lok. Samo prenos gibanja iz enega prostora v drug prostor. Brez kakršnega koli pomena. In če vprašate kretalce slovenskega znakovnega jezika, ki seveda nikoli v šoli se niso o tem učili, te kretne sploh ne poznajo, bo rekli, to mi ne uporabljamo. Zato, ker je to kretna, ki je funkcijska, ki je tam samo zato, da jezik lahko deluje. Podobno kot funkcijske kretne, kot so recimo členi, kot so recimo drugi pomožni glagoli. In to dejansko je pomožni glagol v slovenskem znakovnem jeziku. Seveda ne izraža časa, zato ker pač glagol nima problema v tem, da ne bi mogel časa izraziti, ampak ima problem v tem, da ne more izraziti ujemanja in v tem primeru uporabimo ta ujemalni pomožnik, ki lahko izraža ujemanje. Tako da, zdaj mislim, da sem vas kar prepričal, da če imamo jezik, ki lahko izraža ujemanje, ki lahko pove, kdo je kdo v stavku, ki ima celo funkcijske elemente in pomožne glagole, to verjetno ni drugega kot jezik. Kaj pa drugega bo? Se pravi, če imamo neke elemente, ki jih povezujemo z drugimi jeziki, ki jih lahko analiziramo tako, da rečemo, to je pomožni glagol, je verjetno to res potem jezik. Zdaj še za zadnjih 5 minut najbrž, da se povežem še malo bolj natančno ali pa še malo bolj, če sploh sem se prej povezoval z možgani, je ujemanje v možganih lahko tudi predmet neke take konkretne nevrološke raziskave. V tem smislu, da lahko zmerimo, kaj se dogaja v možganih, kaj se dogaja z možgansko napetostjo, takrat, ko procesiramo določene jezikovne izraze. Recimo, jaz vam dam za procesirati stavek sodnice brcajo igralke, vam dam na glavo tale skalp spet, in meram, v bistvu so to mikrovolti, se pravi plus minus 5 mikrovoltov, se pravi to so zelo, zelo majhne napetosti, meram ta odziv pravzaprav na moj stimul, na dogodek. Zato se temu reče potencial povezan z dogodkom. Se pravi neka sprememba v električni napetosti, ki je povezana z dogodkom. Seveda moram zelo natančno vedeti, kdaj točno sem vam predvajal ta stimul in kdaj točno potem se ta dogodek zgodi. Kako se ta dogodek zgodi, kako se to vidi? Vidi se v bistvu kot neka taka krivulja, kot jo vidite tukaj od zgoraj. Ključno pa je, da so raziskovalci za govorne jezike ugotovili, takrat, kadar pride do neke skladanske napake, takrat, kadar pride recimo do napake v ujemanju, tipa sodnica spoštujejo igralke ali pa sodnica spoštovati igralke,
Takrat se zgodi, ne vem, če imam jaz, imam tole verjetno, takrat se zgodi, tole. A vidite, tukaj gre za nek tak poseben odmik od naravnega ali pa normalnega procesiranja, kakor bi bil normalen stavek sodnice brcajo recimo igralko, kjer bi bilo ujemanje v redu. Tukaj se 600 milisekund po začetnem stimulu pojavi neka negativna napetost. Prav? In seveda ključno zdaj je, a se bo ta negativna napetost pojavila tudi, kadar bo kretalec procesiral neko napako v ujemanju. Recimo, da bi procesiral nekaj takega, tukaj imate konkretno študijo, jaz vam lahko pokažem drug primer, če smo že skozi to delali, nekaj takega, kot je to. Tip stavka bi bil v slovenščini otrok obiskati sosed. Ja? Ali pa seveda drug primer, kjer bi bilo ujemanje napačno. Se pravi, da bi jaz naredil otrok, pa potem ujemanje nekam drugam, se pravi tukaj nekje, si predstavljate, se pravi ujemanje bi bilo izraženo, samo ne bi bilo s pravimi udeleženci v prostoru. In ko so to ugotovili, poglejte, dejansko, ko so to raziskovali, se je dejansko pojavil isti tip odziva, tukaj ga imate, tale P6, to se pravi pomeni negativni potencial pri 600 milisekundah po stimulu in sicer tako za tak tip, kjer bi bil glagol v nedoločniku, da tako rečemo, ali pa ostal v korenski obliki, kot tudi takrat, ko je bilo ujemanje napačno. Tako da tukaj zdaj še iz tega nevrološkega vidika lahko vidite, da dejansko se ujemanje v slovenskem znakovnem jeziku procesira z istimi strukturami na enak način v možganih, kot ujemanje v govornih jezikih. In s tem bi pravzaprav jaz zaključil, ker mislim, da imam še kakšno minuto, ali ne? Imam? Ok, super, se pravi, vam lahko ta zaključek še preberem. Kaj smo pogledali, kaj smo ugotovili? Ugotovili smo, da je dejansko slovenski znakovni jezik sistem simbolov, da izraža recimo konkretno ujemanje v prostoru, se pravi ujemanje zdaj ne v glasovih, ne v tem slušnem prenosniku, ampak seveda v vidnem prenosniku, kjer se za to uporablja kraj, ne prostor, kaj pa drugega, če imamo vidni prenosnik. Ugotovili smo, da vidimo lahko pomožni glagol v tem jeziku in seveda, da procesiranje poteka na enak način. Jasno, to so zdaj velike besede, mogel bi biti bolj natančen. Procesiranje konkretnega tega primera poteka na enak način, ne moramo zdaj kar nasplošno govoriti. Ampak je en delček, pri našem razumevanju, pri usporejanju govornih in znakovnih jezikov, pri analizi teh jezikov, ki se zdijo na prvi pogled tako eksotični, na drugi pogled pa enaki kot vsi drugi. Hvala lepa za pozornost, upam, da bojo kakšne vprašanja in se lahko še kaj pogovorimo. Ja, hvala lepa. V bistvu je kar precej vprašanj, tako da verjetno niti ne bomo uspeli iti skozi vsa. Zdaj, prvo je, kako to, da se pri znakovnem jeziku prav tako razvijajo različni jeziki in ne recimo zgolj en univerzalni znakovni jezik? Ja, to je pa tako klasično vprašanje, ampak odgovorim lahko tako. Če si predstavljate, da bi se zdaj v tem trenutku vsi odločili pa uporabljali samo angleščino po celem svetu, recimo, da to zmoremo, poglejte, čez 2 meseca bi imeli nazaj toliko jezikov, kot jih imamo zdaj. Pač nekaj je v človeški naravi, v človeških možganih, da ustvarjamo jezike, da se znotraj neke govorne skupnosti, neke jezikovne skupnosti ustvarijo načini izražanja, ki so lastni samo za to skupnost. Kaj točno to je, ni povsem jasno, ampak ena od sugestij je, da se potem prepoznavamo. Po mojem jeziku mene takoj prepoznate, da sem klen Ljubljančan in ne mora biti nič drugega kot to. Če poslušate Nušo tukaj, tudi ugotovite, kje je doma. Mislim, če bi poslušal nek Japonc, ne bi vedel, ne bi videl, ne bi slišal razlike med nama. Ampak znotraj skupnosti se pa prepoznamo. In eden od predlogov je, da se pač ne ovohavamo med sabo več tako kot volkovi pa druge živali, ampak se poslušamo. Ja, ne vem. Ok, naslednje vprašanje je... No, se pravi, ja, pač, zato, to je razlog, a sem odgovoril? Ja, ok.
Kako se v znakovnem jeziku pokaže osebne imena, se jih črkuje? Ne, načeloma ne. Osebna imena, recimo kot so slišečih oseb, tako kot sem jaz, pač mene bi črkovali, dokler seveda nisem zdaj član te skupnosti. In ko sem enkrat postal član te skupnosti, sem dobil svoje ime, svojo kretno, recimo, to je moja kretna. Je pa to priročno, kretalci znakovnih jezikov si zelo radi spreminjajo imena. Pač tako, kad malo zrastejo, pa se kaj spremenijo, pa si spremenijo tudi ime, zato ker ni treba iti na upravno enoto, da se to zgodi. In sploh zato, ker so doskrat so imena, recimo, po tipu frizure, po kakšnem materinem znamenju in tako naprej. In ja, če si daš operirati materino znamenje, mogoče nočeš več, da te nekdo še poimenuje po tem materinem znamenju, a pa če nimaš več pa takega lepega paža, kar si ga imel, ker si bil star 25. Ja. Pa mogoče še eno, kako se v znakovnem jeziku izraža glagolske čase? Na ta način kot v slovenščini, če nočete uporabiti teh stranskih časov. Recimo, ni glagolskih časov, ni glagolskih časov, lahko pa še vedno jaz izrazim čas dogajanja. Danes večer grem na pivo, a je to dogodek, ki se je zgodil ali se šele bo zgodil? Kateri čas sem pa uporabil? Se pravi, ne rabim jaz glagolskega časa, da lahko izražam čas dogajanja in v slovenskem znakovnem jeziku si lahko predstavljate, da vse poteka v pripovednem sedanjiku in čas dogajanja označujete v bistvu s časovnimi prislovi, tako kot sem naredil v tem stavku slovenskem. Ja. Hvala lepa. Hvala vam.